Pozdravljeni v 4. epizodi Simple Life podcasta 13. junija 2020. Z vami sem Jure Pehar in današnja tema so telefoni. Bolj natančno, zasvojenost s telefoni. Ker danes greš dejansko lahko na ulico in vidiš preveč ljudi, ki s telefonom, vsaj po mojem okusu, ki s telefonom hod v roki, a ga ima pa celo pred obrazom in dejansko pipka telefon med tem, ko hod. Pa to bi bilo še dobro, če ima telefon pred obrazom, ko pa vsaj delno vidi, kam gre. Ampak ne, večina ljudi ima telefon pred sabo spodaj in vidijo tako 1-2 metra, kamor grejo in to je to. Pa ne čudno, da se kakšni zabijajo v kandelabre in imaš na YouTubeu video posnetke, kjer se folk res zabija v kandelabre in v kakšne druge predmete in je tako ful smešno to gledati. To je tako naravna selekcija, ja. Če hočete videti naravno selekcijo v živo oziroma na posnetku, sam napišite na YouTube People Walking and Texting Fail Compilation in smeh. Skratka, telefoni imajo sicer so ene najbolj koristnih naprav, ki smo jih pogruntali do zdaj, nič ne rečem, ampak pač imajo slabe strani in zasvojljivost je ena od njih. Druga, ki meni tudi ni toliko všeč, je, da je danes kar težko tako punco govoriti. Eno recimo srečaš, ki ti je tako luštna ali pa ti izgleda zanimiv, pa bi jo govoril, sem spoznal karkoli. In valjda je vsaka na telefonu, ali pa se sam meni tako zdi. In pol je ful težko, oziroma, vse se da, če se hoče, ne? Ampak je ful težko do ene pristopiti, ker ona je takrat čisto v svojem svetu, a veš, pipka ta telefon in pol, a veš, da en neznanc do nje pristopa in reče živjo, je tako, kaj se tukaj dogaja? Pač nič ni jasno, ne? In a veš, že tako je ta situacija čudna, ne, ker pač en, pa oziroma dva, ki se ne poznata, pa en reče živjo, pa pol pač imaš neko nerodno interakcijo, ne, ampak s telefonom je pa še bolj čudno vse skupaj, to hočem reči. In druga stvar, ki jo imajo telefoni, je pa ta refleks, ki pride z njimi. V smislu, da ne vem, mogoče sem tudi eden, ki malo preveč porajta to zadevo, ampak vsakič, ko vidim svoj telefon, prav čutim, da bi ga hotel klikniti pa preveriti, a se je kaj novega zgodilo, a je kakšno novo sporočilo prišlo, prav pač vsakič. In sem razmišljal, a bi se tega lahko odvadil in zaključil, da bolj ne. Ker telefoni so prav narejeni za to, a veš, da prek njih dobivamo e-maile, SMS-e, klice in vsa ostala sporočila in pač je logično, da boš vsake toliko preveril, aj kaj novega se zgodilo. Sam fora je, da pol to preveč delaš in sem zaključil, da pač tega se niti ne da odvaditi oziroma bi rabil izjemno veliko energije za to porabiti, tako da pol pridem do alternative. In ta je, da sem začel telefon odlagati izven svoje običajne poti. Kar pa s tem mislim je, da doma imam jaz dve nekako običajni poti. Ena je od računalnika skozi dnevno sobo do kuhne, druga pa, od računalnika skozi dnevno sobo do kopalnice. Pač to je nekje standard pri meni, kar se tiče mojega gibanja in ja, če bi telefon postavljal ob računalnik, ne bi nič naredil, oziroma moja produktivnost, ko delam z računalnikom, bi padla tako na polno. Če bi ga postavljal v dnevno sobo, bi vsakič, ko bi šetil skozi dnevno sobo, hotel klikniti telefon. Tako prav vsakič bi ga videl, kaj novega in hotel pač klik. Ne rabim tega. V kopalnico ga ne bom odlagal, tako da kar sem zaključil je, da ga bom odlagal oziroma ga že nekaj časa odlagam v kuhinjo in to na najvišjo polico, kjer ga ne vidim. Se pravi, vsakič, ko pridem v kuhinjo, moram jaz prav pomisliti, zdaj bom pogledal telefon in nikoli samo videnje telefona
mi ne sproži tega refleksa, da rabim poklikati vse pa preveriti itd. Tako da to je današnji predlog, da razmislite, kje se največ gibate v vašem stanovanju in potem telefon odlagate izven tega območja. Se pravi, da se moraš ti vedno spomniti, zdaj bom pa preverila telefon in ne da, te samo videnje telefona zrajca pa pol klikneš in 1 uro kasneje ne veš, kam je šel čas, ko si pač kliknil zadevo in pol šel na potencialno še kakšna družabna omrežja, ki so itak narejena, da te čisto zasvojijo in pol čas kar teče in tako 1 uro kasneje ne veš, kam je šel. To se je recimo meni zgodilo, ko sem prvič šel na Instagram in pač gledam fotke, ko folk res hude fotke objavlja in pol gledam te fotke, pa ena bolj huda kot druga in pol scrollam dol in 1 uro kasneje jaz sem še vedno na tem, kam je šel cajt. Pač sem sam zbrisal uporabniški račun in rekel ne, hvala, ampak ne hvala. Tako da telefon izven običajne poti, potencialno na eno mesto, kjer ga ne vidite, ampak kjer ga še vedno dobro slišite. Če kdo kliče, je fajn, da pa slišiš, ne pa se javiš. Tako da to. Če so vam takšni predlogi všeč, se spodaj lahko prijavite na nove in to je za danes to. Uživajte še naprej.